Živijo, moje ime je Marička, dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes sem za vas pripravila obliko ogrevanja, ki ga napravite vedno, preden se lotite treninga. Vse, kar danes potrebuješ, je le malček več prostora in seveda podlago. Preden pa, da se lotiš ogrevanja, ne pozabi podariti video like in če si nov in če se še nisi subscribal na moj kanal, napravi to zdaj. Sedaj pa nič več čakati, gremo se ogrevati. Preden se lotimo ogrevanja, si ne pozabi zagotoviti dovolj prostora za nemoteno izvajanje vaj. Vaje si bodo sledile ena za drugo, brez vmesnih pavz. Prvo vajo, ki bomo napravili pri ogrevanju, je tek na mestu ali navidezno preskakovanje kolebnice. Pri navideznem preskakovanju kolebnice pazite, da pristajate mehko in počasi stopnjujete hitrost. Držite lepo zravnano hrbtenico in napete trebušne mišice. Dihajte počasi in v usklajenem ritmu. Brez premora nadaljujemo kar za naslednjo vajo in sicer zamah z nogo na stran. Najprej bomo to napravili z eno nogo, nato pa še z drugo. Pri vaji pazimo na stabilno držo in poskušamo telo ohraniti čim bolj mirno, pri tem pa dvigniti nogo na stran. Če vam primanjkuje ravnotežja, se z roko naslonite na steno. Zamenjamo nogo in enak gib ponovimo še na drugo stran. Še vedno ostajamo pri zamahu noge naprej in nazaj. Za boljše ravnotežje pri tej vaji uporabite stol ali steno. Najprej bomo gib napravili z eno nogo, nato pa še z drugo. Držite telo mirno in naj delo opravi noga. Vajo izvajate kontrolirano in se osredotočite na stisk mišic pri zamahu naprej in nazaj. Enako ponovimo še z drugo nogo. Res bodite pozorni, da zamahnete samo z nogo in ne s celim telesom. Pripravimo se za vajo počep, stopimo v razkorak, ramena držimo nazaj, potisnemo lopatice rahlo naprej in trebušne napete. Telo nato spustimo v počep, hkrati vdihnemo in potisnemo rit nazaj. V fazi dviga izdihnemo in težo potiska ponesemo skozi pete. Pazite, da kolena pri spustu ne pričkajo linije kolena prsti in da jih pri dvigu ne zaklepate oziroma potiskate nazaj. Še vedno ostajamo pri vaji počepa, vendar ga bomo zadrževali v spodnji fazi, pri kateri bomo zibali le toliko, da lahko premaknemo stopala navzven in nazaj. Dihanje naj bo kontrolirano in počasi, pri vaji bodite pozorni, da se ne nagibate preveč naprej s trupom, ampak da potisnete vso težo na rit nazaj. Pri tej vaji boste nedvomno začutili napetost v stegenskih mišicah, vendar ne odnehamo. Ne spreminjamo pozicija položaja, sledi vaja krci lunge oziroma diagonalni izpadni korak nazaj. Nogo, ki jo ponesemo diagonalno nazaj, se križa za prednjo nogo. Pri vaji pazimo na ravnotežje in da kolena ostajajo poravnana s stopalom. Križanje nog izvajamo izmenično, najprej z eno nogo, nato še z drugo. Pazimo, da s kolenom ne odbijamo ob tla, nikar ne hitimo, počasi spustimo in dvignemo nazaj v začetni položaj. Sedaj bomo zagreli še naše mečne mišice z vajo dvigom na prste. Roke položite na bok, dvig izvajate počasi, stopala lahko postavite rahlo navzven. Osredotočite se na počasno dviganje na prste in počasno spuščanje.
Izdihnite, ko se dvignete na prste. Pri vaji ne uporabljajte zagona, ampak mečne mišice. Nadaljujemo z vajo, ki zahteva širši razkorak in zato stopala rahlo obrnemo navzven. Pri vaji bomo prenašali težo na eno stran in potem še na drugo in s tem ogreli naše notranje stegenske mišice. Pri potisku nazaj v stoječ položaj izdihnite in pri dvigu uporabite peto. Pazite, da rit potisnete čim bolj nazaj in da kolena ostajajo poravnana s stopalom. Vajo izvajajte počasi in kontrolirano. Pred nami je že polovica ogrevanja in še vedno ostajamo v stoječem položaju, kjer bomo napravili maširanje. Pri vaji bomo izmenično dvigovali kolena in napravili dotik z nasprotnim komolcem. Pazite, da pri dotiku stisnete trebušne mišice in držite lepo zravnano hrbtenico. Pospešite tempo, vendar pazite, da ne ogrozite pravilne tehnike in ravnotežja. Sledi vaja statični izpadni korak, najprej bomo to napravili z eno nogo, nato pa še z drugo. Predlagam, da začnete najprej z šibkejšo nogo in potem nadaljujete z močnejšo. Pazite, da počasi spustite, hkrati vdihnete, pri dvigu pa izdihnete in težo dviga ponesete na pete. Kolena naj ne prečkajo linije kolena prsti in naj bodo ves čas poravnana s stopalom. Enako ponovimo še na drugi strani. Pri tem se res osredotočite na spust in dvig. Pri naslednji vaji bomo dvignjeno pokrčeno nogo ponesli od sredine na stran. Najprej bomo to napravili z eno nogo, nato pa še z drugo. Za boljše ravnotežje pri tej vaji lahko uporabite stol ali steno. Pokrčeno nogo dvignemo do višine medenice in jo ponesemo na stran in sklenemo nekakšen krog gibanja. Po pisku zamenjamo nogo, bodite pozorni na dihanje, vdihnite, ko dvignete in izdihnite, ko nogo ponesete na stran. Gibanje naj bo kontrolirano, saj morate telo ves čas držati statično, torej zravnano hrbtenico, ramena nazaj in trebušne mišice napete. Sedaj se spustimo na tla v položaj visokega plenka, noge postavimo v širini bokov, telo bomo namreč izmenično dvigovali v stranski plenk in hkrati dvigovali roko proti stropu. Pri vaji naj bodo trebušne mišice napete in hrbtenica zravnana. Pazite, da bokov ne spustite prenizko ali dvignete previsoko. Izdihnemo, ko zavrtimo in težo ponesemo na eno roko, vdih pa sledi takrat, ko se vrnemo nazaj v plenk. Še vedno ostajamo v položaju visokega plenka, pri vaji se bomo z dlanjo dotikali nasprotnega stopala, vajo bomo izvajali izmenično, najprej z eno roko, potem pa še z drugo. Ponovno smo pozorni na napete trebušne mišice in zravnano hrbtenico. Vaja bo zahtevala več dinamike. Pazite, da potisnete rit proti stropu in da ne usločate hrbtenice. Ko sežete proti nasprotnemu stopalu, izdihnite, vdih pa sledi z vrnitvijo v plenk. Hitro se dvignemo v stoječ položaj, telo nagnemo v predklon, rahlo pokrčimo kolena in iztegnemo roke naravnost pred sebe. Napravili bomo kombinacijo dveh vaj, razpiranje s stiskanjem lopatic in dvig komolcev proti stropu. Vajo izvajate počasi in kontrolirano, pazite na dihanje, prvi izdih napravite, ko razprete in stisnete lopatice in ponovno pri dvigu komolcev proti stropu. Držite napete trebušne mišice in hrbtenico zravnano. Do konca nas ločita samo še dve vaji in telo samo poravnamo v stoječ položaj in pokrčimo roke in jih dvignemo do višine ramen. Ponovno sledi kombinacija dveh vaj, metuljček in dvig nad glavo.
Pridrži rahlo pokrčimo kolena, hrbtenico držimo zravnano, ramena nazaj, lopatice potisnemo rahlo naprej in stisnemo trebušne mišice. Ne pozabite na dihanje, izdihnemo, ko preidemo v fazo dviga rok nad glavo. Obrnemo gibanje in vdihnemo. Pred nami je še zadnja vaja ogrevanja in se hitro spustimo na tla in ležemo na trebuh. Napravili bomo kombinacijo kobre in downward doga. Pri vaji se ne zaganjajte iz ene vaje v drugo, ampak vsako napravite počasi in kontrolirano. Dihajte skladno z gibanjem. In naše ogrevanje je s tem tudi končano. Sedaj pa sledi trening. Ogrevanje je za nami, sedaj sledi trening, katerega boš izbral, pa lahko več predlogov najdeš na mojem kanalu. Še vedno ni prepozno, če v letošnjem letu želiš napraviti enkratno preobrazbo. Skupaj v sodelovanju z Fitovarno smo za vas pripravili virtualni fitness trening program za doma, imenovan Fit Transformer. Vse, kar moraš narediti, je le poiskati povezavo spodaj v opisu, se prijaviti in že začeti svojo preobrazbo. In ne pozabiti podariti video like, se subscribati na moj kanal, da ne zamudiš bodočih vsebin. In to je to, in se vidimo naslednjič. Čau!